Preverili smo tudi, kakšen je občutek v štabu Gašperja Mišiča. Andrej, zdravo, evo, čestitam za zmago, fair kampanjo. Hvala lepa. Samo pravim, če bomo znali združiti sinergijo, torej dialog in sodelovanje, če bomo se imeli tako, kot smo rekli, to, kar sem zagovarjal, in če bomo dali na skupni imenovalec to, kar nas druži, mislim, da bomo ta mandat lahko zaključili zelo uspešno. Ok, Andrej, evo, srečno, čestitam celotni ekipi, pa se vidiva in uskladiva naslednje dni, evo. Res, še enkrat. Tako. Ok, se slišiva, se dogovoriva, tako. Tudi jaz. Tako. Važi, Andrej, hvala tudi tebi za vse, srečno se vidimo. Čau. No, gledajte, kot rečeno, sploh ni pomembno, kdo je župan v občini Piran, vkolikor stavimo vsi skupaj na dialog in sodelovanje. Kot veste, da v preteklem mandatu je bilo vse nekako razdeljeno in občinski svet ni potrdil marsikaterega projekta od EPK, Evropske prestolnice kulture, naprej do ureditve ribiškega pristanišča in še mnogih drugih projektov, za katere so bila zagotovljena evropska nepovratna sredstva. Želeli bi si, da bi ta sredstva počrpali, nekako razvoj in posledično tudi nepovratna sredstva gredo mimo občine Piran. Jaz stavim na dialog in nekako pozivam vse občinske svetnice in svetnike, tudi tiste neizvoljene in civilno družbo, tudi nekatere civilne iniciative, da se poenotimo o naših razvojnih prioritetah, da se uskladimo, da podpišemo nek dogovor, da damo na skupni imenovalec vse, kar je pomembno. To, kar nas razdeljuje in razlikuje, da ideološka vprašanja damo na stran, kajti v tej občini, ki je največja turistična občina, se moramo poenotiti o razvoju, kajti nismo sami tukaj, ampak tudi poleti in tudi izven sezone prihajajo k nam turisti. Jaz mislim, da mora biti to tudi interes države. Če bomo to dosegli, potem bomo naredili en velik korak naprej, velik korak k razvoju občine Piran, kajti jaz si ne znam predstavljati tam, ker ni zadovoljen domačin, da bi bil zadovoljen turist. Se pravi, da moramo zgraditi vse, kar je pomanjkljivo, manjkajočo družbeno in gospodarsko javno infrastrukturo, od kanalizacije, kjer v pozabljenem zaledju, do mirujočega prometa v Piranu, ampak ne samo, da potrebuje Piran garažno hišo in da se sprosti pločevine in asfalta, ampak tudi Portorož in Lucija, vedno bolj je to, bom rekel, nekako krčevit problem in danes imeti parkirno mesto že predstavlja privilegij.